Lep pozdrav in ponovno dobrodošli. Sobota zjutraj je. Nekateri pa ste že zaznali, da sem imel danes težave pri prenosu in Julienne me je rešila, kot to pogosto naredi. Ponovno vas torej vabim, da nam poveste oziroma zapišete, kje vse ste, odkot se boste z nami oglasili, da bomo vsi dobili ta občutek povezanosti po vsem svetu. Danes zjutraj pijem čaj, English breakfast. No, med tem, ko se vsi povezujete z nami, napišite nam, odkot ste, kje ste v tem trenutku. Včeraj sem torej že omenil, da se je cena izdelave zvezdnih vrat večkrat dvignila, mi pa smo pravzaprav ohranili ceno tako, kot je bila na začetku. Ker pa je zdaj cena zlata poskočila, bomo v bodoče tudi mi dvignili ceno zvezdnih vrat, te skulpture. Včeraj sem že povedal, da bomo omogočili nakup zaloge po stari ceni s dodatnim 10-odstotnim popustom. Informacije o tem vam bom povedal malo kasneje, kako se lahko povežete z nami in če želite, naročite zvezdna vrata. Čile, London, LA, Belgija, Oregon, Češka republika, kar nekaj vas je iz Slovenije. Sandra in Dani sta zagotovo z nami. Lepo vaju pozdravljam, rad vaju imam in res hvala za vse delo, ki ga upravljata. Mexico City in tako naprej. Včeraj sem že povedal, da jutri ne bomo imeli prenosa doma s Pragitom in Alcazarjem, ampak bomo imeli enodnevno delavnico na spletu z naslovom Kako se lahko razcvetimo v teh negotovih časih. Komaj že čakam, kaj natančno nam bo povedal Alcazar. Ti časi so res izjemni in povedal nam je že, da imamo zdaj priložnost, da je to čas priložnosti. Z naše človeške plati pa imamo pred seboj tudi velik izziv. Izoliranosti je vse več in tako prihaja na dan vse več strahov. Po drugi strani pa so ljudje vse bolj sproščeni in je to zelo zanimivo. In zelo me zanima, kaj s tem počne cela naša skupnost zvezdnih vrat. Če imate tudi v zvezi s tem kakšen komentar, mi ga prosim zapišite. Vzemite si torej trenutek in se samo sprostite. Tudi sam si želim vzeti še en hip, da se popolnoma sprostim. Nizozemska, Vancouver, Praga, Japonska, Izrael, Phoenix. Samo dopustite si, da dihate malo globlje in malo počasneje. No, zdaj se pa tudi sam počutim malo bolje. Sinoči smo v zgornjih prostorih pripravljali vse za delavnico na spletu in za nas je to na nek način nekaj novega. V preteklosti smo sicer že imeli celodnevne delavnice na spletu in sicer v Izraelu. Delali smo na tak način, da se je skupina zbrala pred velikim ekranom z velikimi zvezdnimi vrati, Pragit pa je bil doma v svoji pisarni. In
Govoril sem preko spleta, ljudje pa so nas spremljali preko ekrana v Izraelu, ampak energija, ki se je ustvarila, je bila fenomenalna. Jutri bo delavnica nekoliko drugačna, ker bomo imeli delavnico, ampak tokrat tisti, ki bodo to sprejemali, ne boste v istem prostoru, zdaj bodo ljudje širom sveta. In to je res fascinantno. In s tem se ustvarja nekaj novega tudi za nas. In seveda ste vsi dobrodošli, da se nam pridružite jutri. Mnogi ste se že prijavili. Naslov delavnice je Razcvet v času negotovosti. Nekdo je v zeleni okvirček dal link, če želite, si lahko preko njega preberete več informacij. Danes čutim, da je energija lahkotnejša. Nekdo je napisal, v izolaciji veliko spim. Res je bilo zelo pomembno, da počivamo. Alcazar je opozoril že, in tudi sam sem že povedal, da zato, ker smo vsi povezani z morfičnim poljem človeštva, ves ta strah in panika sveta ustvarja obtežitev v morfičnem polju in vsi smo z njim povezani in to na nas vpliva. In tako smo na začetku zaznavali res ogromno utrujenost. Zdaj pa se to že spreminja. Tudi mene še občasno preplavi, ampak ko smo sinoči obsedeli v družbi drugega, smo opazili, da naše energije še vedno doživljajo vzpone in padce, da zunanje energije še vedno vplivajo na nas. In to sproži naš lasten notranji proces. In to je izziv, kajti za mnoge od nas ne gre za le en star program, ki prihaja na dan, ampak jih prihaja veliko. Zato se moramo tega zavedati, bodimo ljubeči in nežni do sebe. In prepričan sem, da se bo tega dotaknil tudi Alcazar in nam jutri tekom delavnice podal še kakšen nasvet v zvezi s tem. Mislim, da bi zdaj kar prepustil besedo Alcazarju, ker je moj kot da bi bil prazen. No, zanimivo, nekdo piše, da spremlja posnetek. Ta pa še, mislim, da ne more biti na voljo. Verjetno je mislil, da ima namen gledati posnetek. No, nekdo drug pa sprašuje, lahko lepo prosim, slišimo razliko med morfičnim in kvantnim poljem. Naj vas opozorim, da ko govorim, ne morem obenem še prebirati vseh vaših komentarjev, ampak dobro, poglejmo, kaj je razlika med morfičnim in kvantnim poljem. Kvantno polje vključuje čisto vse. Vse je znotraj kvantnega polja. To ogromno vesolje in vsa druga vesolja, čisto vse je v kvantnem polju. Tudi naša fizična realnost, kot smo rekli, vsi univerzumi, vse je v kvantnem polju. Vse različne dimenzije so prav tako podsklopi, deli kvantnega polja. Kaj pa je morfično, generično morfično polje? Vsaka skupina bitij, kot so živali, ljudje in tako naprej. Vsi imamo morfično polje, ki nas povezuje. To je energijski ustroj, ki nas poravnava, v našem primeru poravnava vse ljudi. Z njim smo povezani, običajno ga ne čutimo, preprosto samo je. V teh časih, ko pa vsi na tem planetu čutijo zaskrbljenost, le kaj se dogaja s tem virusom in vse druge stvari, ki se dogajajo zaradi njega, je ta strah
prisoten v morfičnem polju in ker smo vsi z njim povezani, ga čutimo. In ker je tako močen, kajti dobesedno na milijone ljudi ali celo verjetno milijarde ljudi čuti strah, je ta energija zelo težka in tako jo lažje zaznamo in njen učinek je moč začutiti. Alcazar pa je razložil, sicer ne vem, kako to deluje, razen vem, da deluje. Alcazar je namreč povedal, da vodniki Alcazar in naša superzavest ustvarjajo znotraj morfičnega polja človeštva. Ustvarjajo torej morfično polje globalne skupnosti Stargate. Temu lahko rečemo podsklop, če želite, podmnožica. Na nek način vemo, da Alcazar to ustvarja in kdorkoli od nas, ki se poveže navzgor s tem poljem, ga s tem okrepimo, obenem ga torej jačamo, lahko pa tudi dobimo energije iz tega morfičnega polja zvezdnih vrat Stargate. Preprosto, ko prosimo za to. In v zadnjih nekaj dnevih smo to izkusili in ljudje poročajo, da so ga začutili. Jaz ga zagotovo čutim. Čutim kot neke vrste drugačno energijo. Ko prosim za energije morfičnega polja mednarodne skupnosti Stargate, skoraj da čutim, da se spusti, pride počasi, ampak občutek dobim, kot da se spusti navzdol iz nekega razloga. Ne vem zakaj sicer, morda preprosto zato, ker imam koncept, da je tam nekje zgoraj, ne vem. Ampak zaznavam ga zelo jasno in čutim, kako pride zelo nežno. Morfično polje je torej, tako kot vse ostalo, znotraj kvantnega polja. Morfična polja torej obstajajo tudi za vse različne živali in tako se povezujejo med seboj. Znanost nam zdaj razlaga, da so povezane tudi rastline, ki med seboj komunicirajo, drevesa med seboj komunicirajo. Različni poskusi so pripeljali do tega razumevanja. Upam, da vam to pomaga pri vašem razumevanju. Nekdo omenja tudi sladkor v klepetalnici. Alcazar, kot sem sam objavil na Facebook strani Facebook Akademije, torej skupine na Facebooku, objavil sem že, da je Alcazar povedal, da je čas, da se počasi odvijemo, kot pravi Alcazar, torej da počasi opustimo sladkor. Počasi pa zato, ker je to res neke vrste odvisnost. Tiste, ki me malo bolje poznate, veste, da je dolga leta moj najljubši desert sladoled s karamelo. No, in to je najslabše, kar človek lahko je. Mešanica tako sladkorja, kot tudi soli, mleka, maščob, seveda veliko sladkorja. In opazil sem, da počasi pojenja ta moja želja in hrepenenje po tem sladoledu. Mnogi veste, da sem bil nedavno nazaj na havajskem otoku Maui, nekaj čudovitih slik, posnetkov smo naredili, nekaj tega je na voljo na Facebook strani Stargate Academy. No, zdaj mi je pošla nit misli. Govoril sem o sladoledu. Seveda sem na Mauiju spet poskusil sladoled, bil je narejen doma, torej domač sladoled, ampak ko sem ga poskusil, mi ni dalo nekega ugodja. In zdaj še toliko bolj cenim svoje telo, ker telo preprosto ne prosi za sladoled. Že moja namera, da sledim nasvetu Alcazarja, da se počasi odlepim od tega sladkorja,
sem opazil, da se je želja po sladoledu kar pretopila počasi. Včasih je dovolj že namera, ki sproži nek proces, kajti naša podzavest si to zapiše, da je to vaša namera in začne vas podpirati v tem. Jaz še vedno uživam sladkor, sem in tja si privoščim kakšen piškot. Ampak ponovno, počasi, nežno bomo opustili sladkor. Zakaj? Ker Alcazar pravi, da je sladkor strup za naše telo. Ta stavek je zelo intenziven, ampak dejansko se zaklenejo mnogi sistemi in procesi. Z Edijem Dobrojem sem se nedavno tega pogovarjal z nekaj Skype pogovori in na neki točki v prihodnosti bomo ponudili tudi spletni webinar o sladkorju in zakaj je tako zelo pomembno, da ga preprosto počasi opustimo. No, spet sem malo skrenil iz nameravane pripovedi, ko sem želel, da spregovori Alcazar. To je zdaj klepet. Nekdo me sprašuje tudi, ali jem kruh. Ja, ga, ampak ponovno ugotavljamo, da tudi gluten za nas res ni najboljša stvar. Nisem ekspert, niti zdravnik. To so le moja osebna opažanja, o tem sem prebiral, nekaj slišal in mi je bilo smiselno. Torej, da se izognemo glutenu, je morda tudi lahko del tiste namere, ki jo imamo. Vsi smo si med seboj različni in se drugače odzivamo na vse, kar pojemo, ampak obenem je pomembno tudi, kaj mislimo o nečem, kar pojemo. Meni je zelo godilo, ko sem ugotovil, da se je moja želja po sladoledu preprosto raztopila zgolj s mojo namero, da počasi sladkor opustim. Ko dvigujemo svojo vibracijo, moramo bolj poskrbeti za telo in se bolj zavedati, kaj dajemo van. Prepričan pa sem, da bo Alcazar povedal o tem še dosti več. Nimamo še datuma za webinar o tem, ko pa bo na voljo, vam bomo seveda to tudi sporočili. Zdaj se bom ponovno zavestno sprostil in povabil Alcazarja. In tako, preljubi, vas pozdravljamo, smo Alcazar in kot vedno nam je v veliko veselje, da lahko z vami podelimo teh nekaj trenutkov vašega časa. Nekateri ste se spraševali, zakaj uporabljamo nekaj trenutkov vašega časa in podobne fraze. Mi, skupina Alcazar, ne izkušamo časa tako, kot ga doživljate vi. Čas je konstrukt tukaj na vaši zemlji in je edinstven le za vas. Čas v univerzumu je drugačen. No, to je nekaj, o čemer lahko malo razmislite. Prav tako želimo dodati malo k razpravi o vašem sladkorju. Vsa predelana živila niso prav zdrava. Bolj kot je hrana predelana, manj koristna je za vaše fizično telo. Razumemo, da v tem času na vaši zemlji je predelana hrana za nekatere ljudi še vedno potrebna. Za vas pa velja,
čim bolj kot se le lahko se izognite predelani hrani in to bo koristilo vašemu telesu. Ne govorimo vam, kaj morate delati. To je zgolj refleksija na to, kar mi vidimo z naše perspektive. To, čemur vi rečete sladkor, je res predelan, rafiniran izdelek. Tudi sirup iz koruze je sladkor, ki je predelan iz koruze. Ta pa je pravzaprav še bolj zahteven za vaše telo. Telo ga težko predela. Rekli smo že, da je to odvisnost in to drži. Ko použijete sladkor, vas malo povzdigne, ampak potem je učinek na vaše fizično telo neviden. Ampak sladkor vpliva na vaš mehanizem uma in možganov na različne načine in je za vas škodljiv. In zato, preljubljeni, ne da bi se spuščali v podrobnosti, vas želimo spodbuditi, da počasi opustite sladkor. Če potrebujete sladilo, obstaja nekaj naravnih oblik. Med, seveda, je eden tistih, ki ga vsi dobro poznate. In če si lahko spet rečemo, privoščite neobdelan med, je to lahko nekaj čudovitega za vas. Pa naj bodi dovolj o tem. In tako vas želimo popeljati v meditacijo, prav zdaj. Prosimo vas, da se preprosto zaustavite, bodite z nami v tej meditaciji, svoje komentarje prihranite za kasneje v klepetalnici. Tako da ne bo nobenih motenj na ekranu. In vse vas prosimo, da se zdaj preprosto sprostite in zaprete oči. In dihate malo globlje in malo počasneje. In ko se pripravljamo na to meditacijo, nas že cuka za rokav, kot bi rekli, simfonija, nekaj želi povedati. Že včeraj ji je uspelo, kot da bi nogo ustavila med vrata. Bomo videli, kako bo z njo danes. Zdaj jo bomo prosili, naj se malo strpi, naj se sprosti in uživa v tej naši skupni meditaciji in tako preljubi. Z zaprtimi očmi se sprostite in povabite energije zemlje, energije Gaje, naj vstopijo v vaše telo, v vaše energijsko polje. In samo dopustite Gaji, naj vam pomaga se prizemljiti in biti zelo prisotni v fizičnem telesu. In zdaj prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za vaša eterična zvezdna vrata. Prosimo, naj se v vas in okrog vas spustijo eterična zvezdna vrata in samo čutite, kako se z vami poveže zavest zvezdnih vrat. Če vizualizirate, je to dober način pri vašem povabilu zvezdnih vrat. Začutite to. In zdaj vsakdo od vas v sebi naj prosi za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. Kličemo aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat.
in vseh fizičnih zvezdnih vrat širom sveta. In vaša eterična zvezdna vrata bodo začela žarčiti mehko, nežno energijo okrog vas. Zelo dobro. Zelo dobro. In zdaj bomo vibrirali vsa eterična zvezdna vrata. In vibrirali bomo tudi vaša eterična zvezdna vrata vse hitreje in hitreje. In ob tem vibracija sovpada z različnimi frekvencami različnih dimenzij. In ko vibriramo vaša eterična zvezdna vrata vse hitreje in hitreje, se iz razpona frekvenc tretje dimenzije dvigamo v četrto, skozi četrto v peto, pospešujemo še hitreje v šesto, skozi šesto v sedmo, kjer se zaustavimo za nekaj trenutkov in vaša zvezdna vrata vibrirajo na ravni sedme dimenzije. In tako zdaj prosimo, naj vsakdo od vas prosi za močno energijsko polje sedme dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje sedme dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In ko se sprostite, se vaša energija poravna in uskladi z energijami, ki vas obdajajo. To se zgodi samo po sebi, noben napor ni potreben. In zdaj nadaljujemo s pospeševanjem ponovno. Vibriramo vaša eterična zvezdna vrata vse hitreje, v razpone frekvenc osme dimenzije pospešujemo v deveto, zdaj v deseto in se spajamo s frekvencami enajste dimenzije. In se pomikamo zdaj v energijo 12. dimenzije, kjer zaustavimo eterična zvezdna vrata in prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije po vseh eteričnih zvezdnih vratih širom sveta. Zelo dobro. In samo sprostite se v energijsko polje 12. dimenzije. Zelo dobro. In kot smo že naredili v zadnjih izkušnjah, vas vabimo, da prosite vodnike, s katerimi čutite povezavo, tiste vodnike, s katerimi se želite povezati v tej meditaciji, pokličite. V sebi prosite, naj vaši vodniki prinesejo svojo energijo v to skupno polje vseh eteričnih zvezdnih vrat. In tako vabimo vse vodnike, naj vnesejo svoje energije v to mrežo eteričnih zvezdnih vrat na celem planetu. In samo čutite, mi že čutimo, kako prihajajo k vam, povabite jih še bližje in se sprostite. Ko ti vodniki prihajajo k vam. Zelo dobro. In zdaj, kot smo to že naredili v prejšnjih meditacijah, vas vabimo, da svoje zavedanje preusmerite v kvantno polje. Dovolj je vaša namera, nič ne morete narediti. Gre le za vašo namero. Namero, da ste
v tem ogromnem prostoru praznine. In precej čudno je, da je v tej praznini čisto vse. To je praznina, iz katere je ustvarjeno vse. Velikokrat smo vam že povedali, da to težko razume. Ampak, ko dvignete svojo vibracijo, ko ste vse bolj zavestni in povezani s svojo superzavestjo, se porodi notranje vedenje o kvantnem polju. Preprosto se to začne dogajati, kajti resnični jaz, kot smo večkrat že povedali, resnični vi ste superzavest in vaša superzavest obstaja v kvantnem polju. In tako bomo zdaj prosili vas. Prosite energije vaše superzavesti, naj se še močneje povežejo z vami prav zdaj. In morda boste zaznali nežen objem vaše superzavesti. In tako zdaj vabimo superzavest vseh vas, naj vas oprha svojo energijo, naj se vas dotakne, naj bo to val energije za vse vas, posameznike, ki zdaj doživljate to meditacijo, da boste lahko v teh trenutkih še močneje začutili svojo superzavest, s katero ste sicer vedno povezani. Ampak bolj kot se vi, vaš človeški jaz, zaveda superzavesti, hitreje se lahko duhovno razvijate. Kajti z razširjenim zavedanjem o superzavesti se pojavi sprejemljivost vodenja, vodstva vaše superzavesti. In kot smo že povedali, se ta pokaže kot intuicija. In tako smo vsi zdaj skupaj povezani v kvantnem polju. Živjo, živjo. Jaz sem simfonija, tudi mi smo v kvantnem polju. Tudi mi smo tukaj. Veliko je vas, s katerimi se zdaj povezujemo. Povabite nas, naj pridemo k vam. Ja, tukaj smo. Alkazar je zelo prijazen. Dovolil nam je, da tudi mi govorimo. Prečudoviti ljudje, vidimo vas. Vidimo, da vas je nekaj zajokalo. Vidimo vas. Ko nas povabite, smo povezani z vami. Vidimo vas. Nekateri iz različnih razlogov čutite globoko žalost, le kaj se dogaja tu na vaši zemlji, si mislite. Pa naj vam povemo tole, ljubimo vas, ljubimo vas. To, kar se dogaja v vašem morfičnem polju človeštva, mi, povodni ljudje, vam ne moremo direktno pomagati, ampak če nas povabite v svoje meditacije, vam lahko damo ljubezen, lahko vas povzdignemo morebiti. In tako se vaša energija lahko napoti v Stargate morfično polje, v morfično polje človeštva se tako spremeni. In mi bi vam res radi pomagali. Ampak zato je potrebno, da nas povabite.
ker to ni nekaj, kar lahko naredimo mi, kajti mi imamo svoje morfično polje, ki nas povezuje kot pomorske ljudi. Ko pa nas povabite v svoje meditacije, potem vas lahko ljubimo. In to je način, s katerim lahko vi pomagate nam, da mi pomagamo vam. Mar ni to izjemno? Mar ni ta ves obstoj tako čudovit? In preljubi, bolj kot nas povabite, globlja bo povezava z vami, z vsakim posameznikom. Okrepila se bo. In vaša namera, da bi nas spoznali, se tudi lahko okrepi za nekatere od vas. Ko se odpre vaš pogled, vaša vizija, ko se odprejo vaši čuti, boste morda tako lahko začeli zaznavati našo prisotnost. Videli boste, čutili boste na drugačen način. Alkazar je zadovoljen z menoj, zato ker se tokrat samo ne šalim ves čas, ampak vam sporočam, preljubi, povabite nas v svoje meditacije. Razumite, da pri enosti ne gre le za človeštvo, ki se pomika v enost, ampak gre za vse. Ko se človeštvo povezuje z vsem, kar je, in postaja eno z vsem, kar je. Sedaj se bomo poslovili. Alkazar že čaka. Alkazar čaka, da odidemo. Tako prečudovito je. Tako zelo radi se povežemo z vami. Čutimo lahko, kako vaša energija kaže, da uživate z nami. Zdaj pa moramo oditi. Alkazar je zdaj, kot bi človek rekel v človeških besedah, je nepotrpežljiv, zato se zdaj poslavljamo od vas. Ljubimo vas. Ja, skoraj da smo že odšli. Nasvidenje, prelepi ljudje. Simfonija je prečudovita energija, ampak tega ji ne povejte. In tako preljubi. V teh časih je zelo pomembno, da ostanete povezani. Povezani s svojo superzavestjo. Povezani z globalno skupnostjo zvezdnih vrat in morfičnim poljem globalne skupnosti zvezdnih vrat in na fizični ravni, ko ste povezani drug z drugim, se pogovarjate, se podprete. In tako, preden zaključimo s to meditacijo, prosimo vsakogar od vas, da se spet začutite v tem ogromnem morfičnem polju, v tej ogromni praznini. In potem naj vsakdo od vas v sebi prosi za energijsko podporo iz globalne skupnosti, iz morfičnega polja globalne skupnosti Stargate in čutite, kajti že prihaja k vam. Samo začutite to podporo iz morfičnega polja skupnosti zvezdnih vrat.
in povabite to podporo v vsako celico svojega telesa. In morda lahko zaznate, kako se to krepi. Bolj kot povabite, bolj se ukrepi. Hvala vam. Ljubimo vas, vas blagoslavljamo in častimo čisto vsakogar od vas. In zelo kmalu se vam bomo spet oglasili. Nežno se vrnite. No, moj čaj se je pa med tem že ohladil. So, I know a lot of people really enjoy the energy of Sinfonio, but in the meditation, see if you can stay in the meditation instead of... Vem, da vas je veliko, ki ste res uživali ob energiji simfonije, vendar ostanite vedno prisotni v energiji, da ne poskočite ob njej, ampak res tudi simfonija nas vabi v to zelo močno energijo, čudovito, ljubečo energijo. Nekdo je napisal, moja mačka obožuje simfonijo. Ja, res je izjemno. Živali imajo tako zelo rade te naše meditacije. Veliko fotografij in komentarjev ste nam že poslali tekom let o tem, kako se vaše živali povezujejo s temi meditacijami. Nekdo piše, čudovit občutek, toplota je preplavila moje telo. No, tudi jaz imam tak občutek ob energiji iz morfičnega polja. Prosim, nam lahko poveste, kako se lahko povežemo z morfičnim poljem globalne skupnosti Stargate, samo v meditacijah ali vsak dan. V vsakem trenutku lahko pokličete te energije iz morfičnega polja zvezdnih vrat. V meditacijah pa ste seveda dosti bolj dojemljivi in sprejemljivi. Marija pravi, prvič slišim za simfonijo. Nasmejala me je. No, če si poiščete koda za novo človeštvo je naslov dogodka in posnetka lanskoletnega dogodka, velikega dogodka v Sloveniji. Tam smo prvič slišali simfonijo, prvič je prišla skozi mene in vsi so se smejali, tako zelo smešna je bila. Takrat je rekla, torej prvič je spregovorila na humoren način in jaz se vedno spomnim, da je med drugim takrat povedala, da se oni nam smejijo, ko plavamo. Rekla je, vaše noge grejo takole, vi pa se ne premikate. No, kakorkoli že. Kot sem že povedal, zdaj še nekaj več podrobnosti o tem, kako lahko pridete do svoje skulpture zvezdnih vrat s popustom, če je to nekaj, kar vas v tem trenutku pritegne, ob tem pa boste podprli tudi nas, ko gremo skozi te težke čase izzivov. Če bi torej želeli naročiti bronasta ali zlata zvezdna vrata različnih velikosti, je najprej treba, da se odločite, katera zvezdna vrata želite, na spletni strani thestargateexperience.com thestargateexperience.com in potem boste v enem od okvirčkov našli Personal Stargate in tam najdete nekaj več informacij o zvezdnih vratih, navedene so cene. In ko se enkrat odločite, kaj si želite, nam pošljite e-mail na support@stargateexperience.com support@stargateexperience.com SUPPORT. Torej, povejte nam, katera zvezdna vrata bi želeli
Navedite seveda svoje ime, For many of the shipping elektronsko companies need a pošto, phone number as well. naslov za redno pošto So the Stargate in Experience telefonsko številko. is our Mnoga website podjetja, where ki you can pošiljajo find v zvezdna the vrata, Stargates potrebujejo and tudi choose vaš from telefon. Then Torej, email thestargateexperience.com je naša spletna stran, tam si lahko izberete zvezdna vrata, ki jih želite, potem pa pošljete e-mail na stargateexperience.com, phone number. povejte svoje ime, And what we will do Poštni is we'll send you naslov, an invoice that you can pay with a telefonsko credit card. številko It's in possible poslali vam bomo when you email račun, us, da boste lahko if you'd plačali like to s make kreditno payments kartico, rather than just one payment, you can split če it up je možno, into two or three. ko nam So ask pošljete for that, e-mail, and then we če will želite mail the plačilo Stargate po out obrokih, essentially. v 2 ali 3 obrokih prosite tudi za to, potem pa vam bomo poslali zvezdna vrata takoj, ko prejmemo There prvo are nakazilo od vas. thousands of Stargates around the world right now. They all connect and they create. Na tisoče zvezdnih vrat je širom sveta in vsa se povezujejo med seboj in ustvarjajo How they're all evolved. permanentno mrežo zvezdnih vrat tega sveta. In tudi to je v veliki meri del tega našega skupnega razvoja, kajti fizična zvezdna vrata nenehno žarčijo nežno energijsko polje. Somebody's just put the link in there. Thank you very much, Jean. StargateExperience.com. Nekdo je, torej Jean, hvala lepa za tale link, ki se je zdaj pojavil, thestargateexperience.com, poševnica shop. The geometry is Ali what so creates večja zvezdna vrata močnejša? Ne. the size. The size is about Geometrija je tisto, kar ustvari energijsko povezavo, ne velikost. if you're planning to work with groups, then we would suggest a large Velikost je one, vaša because osebna izbira. Če nameravate delati s skupinami, people can pa relate to bi vam it. svetoval večja So, zvezdna one vrata. like this, or a big one like this. But again, Preprosto all zato, works exactly the same way. It's the ker geometry se ljudje morda z njimi lažje povežejo holds the oziroma si lažje predstavljajo. Ampak bistvena je geometrija, ne velikost. Okay, so I'm seeing that I have a low battery. Kaj ti zvezdna vrata držijo v sebi zavest zvezdnih vrat. Computers Vidim can že, turn da off. mi pojenja baterija na računalniku Thank you so much. in čez nekaj trenutkov se mi utegne računalnik ugasniti, zato samo še hvala lepa vsem. That is on our website. Rad vas imam, pošiljam vam ljubezen, jutri pa vsi vabljeni na delavnico in več informacij dobite na naši spletni strani. Dobrodošli, da se nam pridružite in bodite pozorni, morda bom nadaljeval s tem klepetom v ponedeljek, ne vem še kakšen bo moj urnik. Še več vprašanj zdaj pošiljate, ampak zdaj na nje ne uspem odgovoriti, kajti polnilec za moj računalnik je v zgornjem prostoru. Rad vas imam, skrbite nase. Hvala, da ste bili z nami in kot sem že povedal, če želite, lahko te posnetke podelite s prijatelji, za katere mislite, da bi jih to utegnilo zanimati. Hvala lepa in adijo.